pravi, bistvo našega projekta Klasika je, da s pomočjo umetne inteligence, kjer tudi sodeluje naše podjetje z različnimi kliničnimi centri in bolnicami po Evropi, pomagamo klasificirati, ali je tkivo zdravo ali pa nezdravo, oziroma benigno ali maligno. Umetna inteligenca pomaga razbrati, glede na slike, ki jih dobimo, skozi tkivo, zdravo in nezdravo, vbrizgamo tako fluorescenčno tekočino, ki se različno obarva na različni vrsti tkiva, in umetna inteligenca zbere te informacije iz krivulj, spravi intenziteto te obarvanine, ki daj se razbarva, daj se obarva, in glede na to, kako so tkiva prepletena, lahko določimo, ali je nekaj, oziroma svetujemo, klasificiramo, ali je nekaj zdravo ali ne. Najprej se začnemo v malo manjšem konzorciju. Zdaj smo na točki, kjer iščemo še nove partnerje, ki bi bili del tega, predvsem partnerji iz medicinskega sektorja. Najbolj inovativen moment je recimo ta del, kako smiselno uporabiti umetno inteligenco. Umetna inteligenca je z nami vsak dan, zdaj odvisno je, na kakšen način jo uporabljaš. Če uporabljaš samo zato, da nek AI chat vprašaš, kakšno vreme bo, ali pa če ga uporabljaš na tak način, da ti da neke informacije, ki lahko pomagajo nekomu, je čisto drugačen način. Zato, ker se mi zdi, da lahko pokažemo, da tudi slovensko podjetje premika take meje naprej, o katerih si nismo nikoli predstavljali.